Zdaj, alkoholizem z policijskega vidika izgleda majčkeno drugače, kot so ga opisali moji predhodniki. Se pravi, neposredni ali pa posredni vpliv alkoholizma, neposredni, najbolj je verjetno vsem znano v cestnem prometu. Tam največkrat pridejo posamezniki do stika s policijo, kadar pregloboko pogleda v kozarec oziroma se usedejo za volan pod vplivom alkohola. Drugi verjetno pri kršitvah javnega reda, ker pač osebe pod vplivom alkohola največkrat hitreje storijo nekaj takega, kar je zakonom prepovedano. In v tretjem, kot storilci kaznivih dejanj ali pa oškodovanci v posrednem smislu. Nekaj takega, ki je že tamle Mladenič prej povedal, žalostna zgodba. Zdaj, kaj lahko naredimo skupaj, ne? Policija je represivni organ, tukaj mi sami razen svetovanj, ki jih jasno tudi izvajamo, težko naredimo kaj več. Razen tega, da se za vsako zadevo, s katero se srečamo, da se posvetimo in da probamo stvarem priti do dna. Kako to naredimo? Ja, lahko je vzeti telefon v roke in poklicati na številko 112 ali pa 113 pa reči, tukaj en leži pijan. Zdaj, kdo bo stopil zraven, kdo bo gotov, a ta človek sploh še diha, a je, ne vem, mogoče zbruhil se toliko, da mu je treba pomagati. Pa potem naprej, ne, iz kje ta človek sploh izhaja, kdo je to? A je to mladostnik iz družine, ki ga je samo stanje v tej družini privedlo do tega, da je užival alkohol, pa je pač obležal zaradi prekomernega pitja, ali je to, ne vem, enkraten dogodek, tudi to se zgodi. Kje so njegovi vrstniki, kje je njegova družba? Kje so starši? Starši teh mladoletnikov, predvsem mlajših od 16 let, grejo na zabave, oziroma oni doma povejo, pač, da grejo ven z družbo, grejo na zabave. V bistvu smisel sploh ni priti na tisto zabavo, ampak je priti nekam v neposredno okolico, skupaj s svojimi vrstniki se dokazati, da lahko zmagaš v pitju alkohola, ki ga v 99% prinesejo s sabo, ker tudi organizatorji teh zabav in prireditev, vse kar se tiče javnih krajev, se veliko bolj držijo in tudi dosledno upoštevajo prepoved prodaje alkohola mladoletnikom, se pravi, da si morajo ti mladoletniki sami to sabo prinesti. Potem eden od te družbe obleži in ostali grejo naprej, ne. Noben niti ne proba kontaktirati staršev, nobeden ga ne proba mu pomagati, ne vem, ga sprehoditi, mu dati vodo, oziroma so te primeri zelo, zelo redki. Zdaj, kar je za pozdraviti v letošnjem letu, je, da je veliko več staršev, ki so spustili svoje mladoletne otroke na te javne zabave, ne vem, ki so se zdaj v Ljubljani ali pa drugih krajih dogajale. Ko je bila zabava oziroma tisti uradni del prireditve zaključen, jih je veliko več prišlo svoje otroke iskati kot prejšnja leta. Zdaj, zakaj? Ali je to zavedanje, kaj se tam lahko zgodi, ne, kaj se dogaja, ker na sami prireditvi načeloma ni težav. Ali je pa to mogoče tudi pod pritiskom vas, a ne, se pravi medijev v pozitivnem smislu. Se pravi, ni to, da je nekdo povedal, da nekam gre, da to samo po sebi pomeni, da se bo tudi vrnil domov, ne. Mladoletnik obleži pod vplivom alkohola, mi na njega naletimo ali na klic ali sami. Probamo pomagati, če ugotovimo, da ne gre, tukaj pride pač zdravniška potem oskrba v upoštev. Obveščanje njegovih staršev, ne, kako to izgleda. Žal je še vedno preveč primerov, ko pridemo na dom obveščati starše, da smo pač njihovega mladoletnega sina, hčerko pač dobili, da je obležal, pijan na tleh. Oni pa mirno doma spijo ob 3 zjutraj, 2 zjutraj, ne. Sploh ne vejo, kje so njihovi otroci. Pa to ne pomeni, da gre za brezskrbne starše, ne, ampak to pomeni, da tukaj je tisti del, ki bi mogoče lahko starši sami še pomagali, se pravi, ne vem, verjetno grejo te mladoletniki skupaj s svojo družbo ven. Če bi si vsaj probali zmenjati kakšne telefonske številke,
če se karkoli takega zgodi, ne, tako kot je Mina prej povedala, mi ne bomo izkoreninili pitja alkohola, to je verjetno nam vsem jasno. Lahko pa poskrbimo skupaj za to, da bodo te posledice pitja čim manjše ali pa da bo tega prekomernega pitja čim manj. Zdaj, kar se tiče posrednega vpliva alkoholizma, se pravi, v največji meri se mi srečujemo z tem preko žrtev kaznivih dejanj, ali katerih so storjene nad otroci ali pa nad partnerji, se pravi v družinskih zadevah. Zdaj, kaj pa lahko tukaj naredimo, je pa čisto enostavno, ne. Družba je sestavljena iz posameznikov in vsi tisti posamezniki smo nekako preko izvoljenih predstavnikov na nek pravni red si sami zapisali. Izvaja ga ne policija, izvaja ga ne center za socialno delo, izvaja ga ne sodišča, izvaja ga ne zdravniki in tako naprej, izvaja ga družba, izvajamo ga vsi. Se pravi, vsak v svoji vlogi seveda, ampak jaz bi lahko samo za konec rekel, da kaj lahko storimo, da bi zgodbe mladega fanta preprečili ali pa izmanjšali, odprimo oči in ne samo poklicati pa reči, tukaj je nekaj čudnega. Povedati čim več, vsak lahko neki doda k zgodbi, ki jo potem lahko prepoznamo prej, predno nastanejo hujše posledice in naredimo konec.